V današnjem času smo priča velikim prometnim izzivom v naših mestih. Prekoračitve hitrosti so ena najpogostejših kršitev, ki ogrožajo varnost na cestah. V Mestni občini Ljubljana se tega zavedamo, saj beležimo vsako leto porast prekrškov s področja hitrosti. Od leta 2014 do leta 2023 se je število prekrškov povečalo za več kot 220%, kar je povzročilo tudi porast prejetih pisanj. Glede na rekordno nizko število zaposlenih je to še posebej presenetljivo. Meritve hitrosti izvajamo z uporabo samodejnih merilnih naprav, ki so nameščene v mobilnih enotah, vozilih in stacionarnih ohišjih. Trenutno pokrivamo več kot 100 lokacij z mobilnimi enotami in 23 lokacij s stacionarnimi ohišji. V načrtu pa imamo za letošnje leto še 4 nove lokacije. Da bi olajšali dostop do informacij in zmanjšali birokratske ovire, smo razvili nov spletni sistem, ki bi uporabnikom omogočil hiter, enostaven in pregleden dostop do informacij o njihovih prekrških. Razloge za pristop lahko najdemo v več dejavnikih. Večje število vhodne pošte, prezasedenost telefonskih linij, manjše število zaposlenih, zahteve po fotografijah prekrškov in ostalih dokumentov ter birokratsko zapleteni postopki. Cilji projekta so večplastni in obsegajo transparentnost poslovanja, debirokratizacijo postopkov, enostavnost plačevanja, dostopnost kadarkoli in kjerkoli, digitalizacijo javnih storitev in zagotavljanje varstva osebnih podatkov. Zakonska podlaga za vzpostavitev projekta je v 45. členu Zakona o prekrških. Glede obravnave prekrškov s področja hitrosti pa je zakonska podlaga v Zakonu o pravilih cestnega prometa. Prav tako se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku glede pregledovanja spisa, ki poteka lahko tudi preko informacijskega sistema. Obenem smo zaprosili tudi za mnenje informacijskega pooblaščenca in izvedli oceno učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov. K projektu smo pristopili s ključnimi koraki. Prvi korak, načrtovanje, je vseboval analizo obstoječega postopka, arhitekturo rešitve in integracijo različnih podatkovnih virov. Drugi je bil priprava, vzpostavitev potrebne programske infrastrukture in definicija strukture ter pravil delovanja aplikacije. Ter tretji korak, implementacija, kjer smo testirali rešitev in pripravili na produkcijsko uporabo. Ko so bili vsi testi uspešno zaključeni, je bila aplikacija pripravljena za prenos v produkcijsko okolje. Tako v nadaljevanju predstavljamo potek postopka spletnega vpogleda v prekršek prekoračitve hitrosti. Postopek prekoračitve hitrosti se prične, ko samodejna merilna naprava nameščena v vozilu ali v ohišju zabeleži vozilo, ki je prekoračilo hitrost. Podatki o prekršku in vozilu se nato preko GSM vmesnika v 5-minutnem zamiku prenesejo na strežnik Mestne občine Ljubljana. Temu sledi obdelava prekrška v Centru za operativno komunikacijo, kjer se podatki pregledajo in pripravijo za nadaljnjo obdelavo. Obravnavani prekršek se nato prenese v aplikacijo Prekrškovni organ, kjer se povežejo z uradnimi evidencami, kot so lastništvo vozil in podatki o lastniku. Postopek se zaključi z izdajo plačilnega naloga lastniku ali uporabniku vozila, med katerimi elementi vsebujejo tudi QR kodov za dostop do spletne strani in unikatno geslo, s katerim kršitelj lahko opravi vpogled. Vstop v spletni vpogled prekrška je mogoč izključno preko storitve za spletno prijavo in elektronskim podpisom, torej preko SIPAS. Ko kršitelj poslika QR kodo, ga le-ta napoti na spletno stran, kjer ga najprej čaka obvestilo o obdelavi podatkov. Če se strinja, ga spletna stran preusmeri na prijavo v sistem SIPAS, kjer izbere želeni način prijave. Po prijavi se izpiše ime, priimek in datum rojstva, obenem pa od kršitelja zahteva vpis enoličnega gesla za dostop, ki se nahaja na plačilnem nalogu. Nato se izpišejo vsi podatki o prekršku, osebni podatki kršitelja, fotografije, katere si kršitelj lahko tudi dodatno obdeluje, podatki za plačilo globe s QR kodo, rok plačila in povezava na splošne dodatne informacije.
Dostop do vpogleda je tudi časovno omejen na rok 2 mesecev oziroma opravljenih 5 vpogledov. Projekt ima možnost nadgradnje za prihodnost, v smislu razbremenitve glavne pisarne, kjer bi kršitelj imel možnost oddaje vlog preko spleta. Program bi ga pri tem vodil po korakih in skrbel za skladnost oddane vloge z zakonom. V primeru razmaha elektronskega varnega predala pa bi lahko potekalo tudi nadaljnje vročanje preko tega. Uporabniška izkušnja spletnega vpogleda v prekršek ponuja tako enostaven in varstvo osebnih podatkov zaščiten pristop. Celoto pa zaokrožuje dodatne informacije, ki kršiteljem omogočajo hiter vpogled in možnost seznanitve s prekrškom. Verjamemo, da bo projekt uspešno zaživel, kar bo kršiteljem pomagalo globlje razumeti in se zavedati svojih prekrškov. Vozite pametno, ne hitro. Življenje nima popravnega izpita.